pospešek, predvsem potrebne, bi rekel, dobre zamisli iz gospodarstva in pa ambiciozna in aktivna orientiranost. Danes imamo zagotovo vsaj dva direktorja zraven nas, tukaj na okrogli mizi, ki tako usmerjata svoja podjetja in bi bilo dobro, da kažem tudi več. Seveda to se skupaj ne gre brez bank, ki so sposobne spremljati svoje klijente in ki razumejo, kako sploh funkcionira gospodarstvo na način, da poskušajo projekte, ki so in pa poslovanje podjetij, ki imajo perspektivo, temu ustrezno podpirati. Zato banke potrebujemo različne stvari, od virov do kapitala. Ene si lahko sami izberemo kapital, ene si ne morejo sami izbrati kapitala. Tako da mislim, da so to eni temeljnih elementov. Sam sem bil že v preteklosti kar kritičen do aktivnosti, ki jih tudi država povzema, ali pa neaktivnosti, pravzaprav, ki jih država povzema. Namreč od februarja ali pa januarja 2009 smo dali kar nekaj pismenih predlogov zadev, ki se lahko izvedle v Sloveniji, ki bi seveda bistveno omilile krizo v sektorju gradbeništva, kot jo danes vidimo, in pa še kaj dodatnih zadev, da ne bom predolg, pa smo vedno v Sloveniji našli neskončno število ovir birokratskih ali pa v naših glavah, zakaj se kaj ne da narediti. Kumulativnega gospodarstva poznamo Nemčija. Seveda zato, ker tudi nismo tako kot Nemčija reagirali v krizo, kjer je Nemčija z državnim denarjem podprla, recimo en Opel, ki je bil v lasti ameriške družbe GM, brez da bi spraševala, a so res delali take napake, kot bi morali, ali pa kaj drugega, ampak je razmišljala o tem, da je 50,000 delovnih mest usposobljenih delavcev, in tu se z gospodine sindikat absolutno srednjem rekel, da so ljudje potrebni tisti, da so ljudje največja vrednost podjetja vedno. In ko imaš ti usposobljene ljudi, je treba ta usposobljena delovna mesta ohraniti. Mi smo se odločili v nekem trenutku, da lahko poradiramo pravzaprav pol gospodarstva. Gospodarstvo se mora razvijati, to je nesporno. Se mora razvijati, to je nesporno. Vendar mora biti tudi pogoje za to. Pogoje za to pa niso samo finančni, pa samo ideja menedžmenta kot takega, temveč so tudi vlaganje v ljudi. Ne samo v razvoj, v nove proizvode, ampak tudi v ljudi. Veste, zaostrovanje seveda je ena izmed poti. Seveda nam v interesu ni zaostrovanje zadev. Nekako najbolj sredstvo, s katerima pa najbolj zaostrivno je seveda stavka. In na ta način pač povzročiš neko gospodarsko škodo in poskušaš seveda prisiliti menedžment, lastnika, recimo k temu, da se pač nekako poskušate dogovoriti glede pravic ali pa obveznosti, ki jih mora ta lastnik oziroma menedžment delavcev zagotoviti. Zaostovanje zadev pomeni samo nekaj kratkoročnega. Po vsaki stavki se potrebno ponovno sesti in iskati nek kompromis, neko sredstvo, nek dogovor, ki jo pripeljal do nadaljnega razvoja podjetja, ki bi seveda tudi omogočil neko možnost skupnega delovanja še naprej. Da združuje nekaj skupaj podobno misleče, so da se pa bojim, da vlada pravzaprav ne vidi v tem partnera do kraja takšnega, kot bi ga naj in ga ne upošteva. Žal moram reči in mi je silno žal, da ni ministrstvo zraven, ker bom zdaj pač rekel, da vlada z resornimi ministrstvi sprejema nekatere zakone, ki so pravzaprav kontra temu, kaj je podjetniško rado. In so pravzaprav bolj kot ne na napačni strani prijemanja nekega problema. In če vlada ne zna razumeti, da bi poskušala, se ne rabi upoštevati vseh pripomb, predlogov in misli, ki jih gospodarstvo spravi ven, če ne vidi potrebe tega, da prevetri neko svojo idejo skozi ta filter papir, tako kot enako tudi ne skozi vprašanje sindikatov, ki jih je treba imeti na svoji strani, se z njimi pogovarjati in iskati z njimi neke rešitve, tako daleč in tako dolgo bomo prihajali do razkoraka in bomo seveda na nek način zmeraj tekli v prazno. In jaz se bojim, res
Zdaj, če se pa vrnem malo na tisto prejšnjo vaše vprašanje, ko ste ga diskutirali z mojimi kolegi, je, da ne samo, da ne bo nekoga, ki bo slovensko podjetje kupil ali pa kupil podjetje v Mariboru, bojim se skrajnosti, da bo več podjetij iz Slovenije odšlo. Poslanci te regije, nekako imam občutek, da so se poslanci prejšnjih sklicev malo bolj borili za Maribor, če je čisto preprosto govorimo. Ta občutek tudi mi na mestni občini delimo z vami in z ostalimi. Jaz bi enostavno vprašal se tudi, ministri so tu, kateri minister je pa prerezal kakšen krak na bilo kakšnem objektu v teh letih in pol letih, ko se je vlada, kot prej že rečeno, ukvarjala za mnogimi drugimi stvarmi. Ampak jaz se moram vrniti, da vlada je sogovornik in cilj mestne uprave je seveda nagovarjati, nenehno spominjati, obiskovati in dosledno črpati vsa sredstva, ki so tam na voljo. To naša projektna pisarna uspešno počne, saj je črpala vse možne sredstva iz regijskih skladov. Pač gre za to, da je ena klima nezaupanja se izjemno razširila po recimo tretjem kvartalu leta 2008 in je to nek salto mortale proti temu, kaj je bilo. Da so bili poslovni načrti v bistvu samo po sebi umevni. Zdaj je pa to nekoliko teže in včasih tudi pretežko. Ta filter, pa bi rekel neka konsistentna industrijska politika, neka odločitev za to, da obstoječa struktura predelovalne industrije izvozno ali katere druge izvozno usmerjene industrije, kot je rekel dr. Glazer, ki je ne samo, da je to na srečo tako, ali pa da je taka situacija v Sloveniji, jaz mislim, da je tudi sreča, ker slovenska podjetja usmerjena na slovenski trg so po mojem mnenju najbolj ranljivo. Bolj kot mi, ki smo usmerjeni v nek izvoz, ker je ta zmeraj nekako razprešen, več kontinentov, ima več nekih drugih cikličnih gibanj. In ko gradiš nek krog tistih, ki ti zaupajo in ki znotraj tega procesa tudi prevzemajo neka tveganja. Zato se gre. Če sem konkretno, recimo v našem primeru, je tisti prvi, ki smo ga pridobili na svoji strani, bil kupec. On se odločil, je rekel prav. V Mariboru boste delali edini za nas pohišnja menjalnika za nov avtomobil, mora priti na trg oktobra 2011, zmagali ste v konkurenci 17 evropskih podjetij in dobite to naročilo. In to je potem pa treba izvesti, zato je treba pridobiti druge zaveznike. Sem jih tudi jaz podpirala, pa gospod Kovačič pravzaprav je bil tisti pobudnik. Takrat, ko smo že poletce predlagali, da bi smo takrat prek oblikovanja stanovanjskega sklada in odkupom stanovanja, da bi lahko nekaj naredili. Jaz sem zelo bila za ta ukrep, ampak žal na noben način nismo prišli skozi. Pa mislim, da bi ravno s tem ukrepom takrat, že lani, lahko pomagali zagnati, jaz pravim, denarni tok v teh podjetjih in bi po mojem marsikatero podjetje lažje preživelo. Pravi investicije, mi se pa seveda tudi zelo angažiramo tudi sama in iščemo investicije zdaj tudi po vseh drugih državah, v Soči zdaj je par projektov, smo bili že zelo veseli, ker smo videli, da se da dobiti posle, ampak potem pa tako je spet problem v garancije. Zdaj naša podjetja bi že lahko dobila posel, drugi problemi so pa treba dobiti garancijo potem. In tukaj imamo pa spet problem. Zdaj pa problem, tlele bomo jih na banke pokazala, tlele bomo pa mogli skupaj z bankami nekaj narediti. Država namreč ne more dati garancije za dobro izvedbo dela.